Nahajamo se na vojaškem vadišču Poček, kjer nam je Slovenska vojska prijazno omogočila izvedbo tekmovanja KenSet. KenSet je izjemno tekmovanje za mlade, za srednješolce in osnovnošolce, kjer gredo dejansko čez celoten proces vesoljske misije. Ideja je namreč, da ekipe skupaj sestavijo delujoč mini satelit, ki ima delujoče senzorje, komunikacijski modul, napajanje. Naša naloga kot organizatorji pa je, da dejansko te satelite spravimo tudi v zrak. In zato smo na tem poligonu, ker bomo z raketami v zrak poslali satelite, ki bodo med padanjem proti tlom lahko izvajali svojo znanstveno misijo. Sateliti, ki jih dijaki in učenci sestavljajo, imajo dve misije. Ena misija je enaka vsem in morajo dejansko izmeriti temperaturo in tlak ozračja, na podlagi tega izračunati, s katere višine so bili spuščeni, s kakšno hitrostjo so padali. Potem je pa še sekundarna misija, ki si jo pa ekipe izberejo same. Je pa res to prepuščeno njihovi domišljiji. Navdih lahko pobirajo pri realnih misijah v vesolju ali pa čisto nekaj svojega in kreativnega. Septembra smo z ekipo pričeli priprave, potem smo pripravili naš PCB, se pravi tiskano vezje. Na njega smo dali senzorje, ga dodali, opremili z našim računalnikom in danes smo na raketo dali ta naš KenSet satelit in ga izstrelili v zrak. Letošnji cilj naše ekipe je, da zajemamo podatke iz vseh senzorjev, ki smo jih pripeli na naš KenSet. Imamo senzorje, ki merijo žiroskop, pospešek, prisotnost različnih plinov, od butana, propana, alkohola, raznega ogljikovega monoksida in tako dalje. Med drugim pa imamo dve kameri, eno navadno, torej optično, in eno termalno kamero, ki boste zajemali slike tal, ki so pod KenSetom. Potem pa smo na postaji sestavili en algoritem, ki te slike prejema in podatke obdeluje v grafe in toplotne karte, tako pa tudi navaden satelitski zemljevid. Zdaj, namen našega KenSeta je potem iz tega izvleči podatke, ki bi nam lahko pomagali predvideti, katera območja, ki so bila zajeta, so potencialna nevarna območja, ki bi lahko mogoče bila kakšna grožnja za kakšne požare, če je mogoče prisotnost nekih nevarnih plinov zaradi raznih izpuhov iz tal, kakšne bolezni dreves in želimo najti način, kako biti malo bolj ekološki, ampak še zmeraj skrbeti za naravo, ki jo imamo po Sloveniji. Namen tekmovanja je, da ekipe poveže med seboj, da nismo zgolj sotekmovalci, ampak da se tudi spoznamo, da spletemo nova prijateljstva, nova spoznanja, da se veliko naučimo in se mi zdi, da nas je tekmovanje pripeljalo do roba večkrat samo enkrat in v bistvu nas s tem pripelje do naslednjega višjega nivoja v našem znanju. Pripravljali so se na to tekmovanje 7 mesecev, torej v bistvu od začetka šolskega leta, kjer smo se pa seveda skozi teh 7 mesecev soočali z zelo takimi težavami in pa problemi, ki smo jih res mogli hitro rešiti. In to je, mislim, tista stvar, ki nam res vsem ostane, tako dijakom kot mentorjem. Iz samega tekmovanja se naučimo, kako improvizirati, kako zelo hitro rešiti neke specifične probleme, ki nam kalijo potek misije. In to v tem svetu, ki se tako hitro razvija, je res pomemben.